Kako pridemo do slovenskih podnapisov na YouTubu, tudi tam, kjer jih ni? Jaz sem danes brskal o zgodovini sveta, pa nisem našel nič pametnega v slovenščini. Zato sem se odločil, da bom poiskal v angleščini. Vtipkal sem History of the World. Običajno iščem zadetke, ki niso ne predolgi, recimo 20 minut mi je že malo preveč, 2 uri sploh ne prekratki. 9 minut mi je zanimivo. Tukaj je okence, ki nam kaže na podnapise. Ko kliknemo, se spodaj pokaže rdeča črtica, ki kaže, da podnapisi so in seveda so običajno angleški. Ko kliknemo na nastavitve, imamo možnost podnapisi, če je že kdo ročno prevajal. Če pa ni, pa lahko gremo na podnapisi in samodejni prevod. Tukaj imate pravzaprav vse jezike, ki obstajajo, med njimi je tudi slovenščina. In samodejno se nam bo sproti prevajalo v slovenščino. Ta prevod ni seveda popoln, glede sklonov pa tako naprej, ampak je zelo, zelo dober, da se da razumeti, o čem govori. Ko gledamo naprej, se nam sproti prevaja v slovenščino. Ever since the Big Bang, the universe has been drifting and expanding. The birth and death of stars leave an aftermath of galaxies, planets, and even living organisms. This includes the sun, Na začetku je malo težko za razumeti, ko pa se navadiš, pa ti je pravzaprav vse jasno. Je pa tudi odvisno od tega, kako zahtevna snov je. Gravity was the driver, coalescing Earth from a